En lep pozdrav. Danes imamo en res zanimiv intervju, in sicer je moj gost Jakob Kropivšek. In Jakob je pri nas na praksi na Izobraževalnem društvu za medije in pa je tudi študent Akademije za multimedije v Ljubljani, prvi letnik. Star si 20 let, a ne? Točno tako. Tako, oziroma mlad, če tako rečemo. Zdaj v bistvu ti pri nas delaš prakso in te že kar dobro poznam in moram reči, da te občudujem kot človeka, kot osebo. Predvsem recimo ti hodiš na treninge, treniraš in potem skrbiš še za družino, se pravi, imaš sestrico, ki ji pomagaš svojim staršem, ki so podjetniki v vašem podjetju zasebnem, pa delaš še, a ne, si zaposlen v bistvu pač v enem drugem podjetju zato, da delaš za denar, a ne, da ga imaš. Pa še kup enih drugih aktivnosti, s tem, da moram poudariti, da si eden najbolj aktivnih študentov v našem društvu in narediš zelo, zelo veliko. Tako da povej mi, Jakob, kako ti vse to uspe zorganizirati, ker je to tudi za izkušeno osebo zelo težko. V bistvu, če tako na simpel povem, zorganiziram vse, ker se pač moram. Ker če se ne zorganiziram, mi bo vse padlo v vodo. Zdaj lahko, se pravi, jaz hodim na fitness, treniram boks, imam faks, delam za prakso tukaj, delam na OMV-ju, zdaj sem še razgovor za eno drug šiht poslal, ki mi bojo sporočili do petka, če imam ali pa ne, plus še doma pomagam, ne. Zdaj, zorganizirati na začetku se je bilo težko, zato ker pač si moraš vse preračunati, koliko cajta približno kaj vzame, kaj bi najprej naredil, kaj bi to, joj, danes se mi tega ful ne da, a bi spustil. In pol ti nekako, če se to začne, pol veš, da je nekaj narobe, ne. Zdaj, jaz sem na fitness začel 2 leti nazaj hoditi, ko je bila še situacija z epidemijo, ne. In takrat marca, se mi zdi, 2020 se je to začelo, Se je, ja. ampak takrat še fitnessi niso bili zaprti. In takrat sem tudi začel jaz v fitness hoditi, zato ker mi ni bilo treba zgodaj ful prej vstajati, pa v šolo hoditi, pa pol z busom nazaj dam. In pol sem ko, okej, rabim 2 urice takrat za fitness, se pravi, imam, ne vem, ob 11 pouk, se pravi, moram iti ob ene 8:40 od doma, da sem pol 20 minut prej doma, da se preoblečem, pa pol, če moram 8:40 iti, moram recimo ob 8 vstati, da si zobe umijem, da pojem pa grem, ne. Recimo kaj takega. Pol so druge stvari prišle, pol je bilo šole konec, pol je zdaj faks, pol je del, pol je boks, ke sem še decembra začel, in moraš vse to prekalkulirati si. Ampak sem ugotovil, da več stvari, ke imam za narediti, bolj sem zorganiziran, ker so vse stvari, ke jih moram narediti, so zelo pomembne in nekako kar moram izfolgati cajt, ker če mi ne, pol ne gre, ne. Nekaj trpi. Zdaj jaz že od lanskega leta, od poletja ne igram igric, zato ker nimam cajt. Ne gledam Netflixa, ne gledam TV-ja, ne vem, nisem pokonci do polnoči, recimo, ne. Če smem tukaj Ja, samo kaj? vprašati, v bistvu, ker se mi zdi tale tema, ki si jo zdajle načel, izjemno pomembna. Torej, tebi so začele določene stvari v življenju odpadati. Se pravi, ti si moral neke prioritete si postaviti v življenju, kaj ti je pomembno, in si tako zorganiziral, da si nečemu se mogel odreči, a ne. In kaj je to točno bilo? Čemu si se odrekel? Odrekel sem se prvo igricam, ker sem Se ti ugotovil, da ni mi ful smiselno zdelo? ni se mi zdelo smiselno, pa tudi tako, takrat, ke sem tako zelo podzavestno to naredil, zato ker sploh so mi nehale biti zabavne, sem raje, ne vem, namesto da sem igral 3 ure igric s kolegi, sem raje nekaj pametnega prebral, kakšne poučne Youtube videe gledal, karkoli, sem se raje kaj novega učil. Ne vem, sem raje
ko je bil poletje, sem šel raj ven, sem bil na soncu raj. Sem karkoli drugega raj delal, zato ker sploh mi ni bilo več zabavno. Pol nisem TV-ja že tako ne gledam ene par let, ampak dobro, recimo, TV-ja ne gledam več, Netflixa tudi ne, čeprav imam to naročnino, si jo z mami deliva, ne, imava za 2 računa, ne gledam več, pa ne vem, kakšne take stvari, kakor so, ne vem, da bi ven s kolegi vsak petek hodil, se ga napita, pa kaj takega, ker nimam cajta, plus to mi ni zabavno, Ni ne, več pač, zabavno. ma ja. Super. Kaj bi ti svetoval mladim in tudi starejšim v bistvu, ki se ne znajo zorganizirati, če imajo voljo seveda in željo v bistvu biti bolj uspešni, ker to so koraki do uspeha, se pravi uspešnega človeka. Kaj je tebe motiviralo, da si se zorganiziral, da si prioritete v življenju postavil in zakaj si sploh začel trenirati? Okej, to je zelo veliko vprašanj, zato bova kar začela od ozadaj. Kaj me je motiviralo, da sem začel trenirati? Jaz sem že celo življenje, kar se spomnim, bil pač debel. V šoli včasih je bilo vse tako, so se ful zajebali iz debelih, ne, pač, ja, ti si pa zavalen, pa ne vem kva, pa ne vem, ko smo fuzbal igrali, pa to sem bil zmer tisto, jo, a res moramo, pa ne, da se mi ni dalo, samo ker sem se tako ful slabo počutil, ker sem vedel, ker se mi je zdelo, da me ful drugi neki gledajo pa to in sploh se nisem dobro počutil, velikokrat v življenju sem probal, ne vem, na tistih stezah laufati pa to, pa nekaj, pa sem mislil, kako bom izgubil kil pa to, pa ni bilo nič, pa različne diete sem probal, pa nič ni šlo. Pa marca 2020 sem pa ko, okej, korona je, epidemija, od doma imam v šolo, nič tako ekstra nimam za delati, dajmo probati fitness, pa še en kolega prej je hodil, je rekel, daj pridi, greva v fitness skupaj, okej, greva. Pol sem začel trenirati, prvi teden, okej, prvi mesec, evo, to je to. In sem zagrabil, sem začel fejst trenirati, sem videl napredek, v mišični masi, ki sem jo dobil, nisem pa toliko videl spremembe tako v procentu telesne maščobe, ne, še zmeraj sem bil debel, ne, in zato sem pa začel raziskovati, okej, diete, v redu. Sem kupil en dieten plan od, mogoče ga poznate, Roberta Groma, on ima neke te dietne plane na keto način, sem se držal ene 3 mesece, pol pa sem tako bil, okej, kaj je fora s tem? Sem malo si pogledal kalorije, ki jih v bistvu jem, okej, saj vse, kar je tule fora, je samo, da vse te ogljikove hidrate, ki si dal ven, so veliko kalorij porabile, ker to je preprečevalo, da bi izgubil telesno maščobo, zato sem pol v bistvu si sam svoj plan naredil, ker sem se ga držal, sem dodal tudi ogljikove hidrate, zato da imam malo več energije in zdaj se držim tega že tako pol leta in tudi če, ne vem, gremo ven s kolegi na pico, saj ni panike, samo pač prej v dnevu bom mogoče en kofe spil, en čaj in je to, pojem pico, prijem dam mogoče en jabolk, 2 in to je to. Zato, ker moraš gledati kalorije, moraš gledati, okej, pa veliko ljudi se na to obeša, joj, sem šel, ne vem, 100 kalorij čez, ni panike, naslednji dan bo 100 kalorij še več v minusu in si pokril, ne. Gledaš tedensko, mesečno, da si v nekem minusu s kalorijami, kakor pa dnevno in se to ful sekiraš s tem, ne. To je bilo recimo, in pol, ko sem začel zdaj od lanskega leta, od poletja, se pravi julija sem začel, prav z dieto pa res s tem, zdaj, ko je marec 2022, poleti sem bil 108 kil, zdaj sem 86. In pač to Koliko si vsakič visok? 180. Super, odlično. Ja, in vsak teden vidim nekaj novega, vidim mogoče kakšno žilo, ki bolj izstopa, mogoče definicijo v mišicah bolj vidim, ki je nisem prej videl in to me še bolj motivira, ne. Pa ne vem, ko na boks hodim. To
mi je sam ekstra ta kardio, da še več kalorij lahko pokuram, plus zabavn mi je, pa s kolegi hodimo in se zabavamo tam, pa zdaj bo toplo ratuje in ne vem, pač pa fajn je tudi za samozavest, da se znaš braniti, recimo, ne. Ok, to je recimo motivacija za treniranje pa to, pa organizacija s časom, ne. Zdaj, jaz sem ugotovil, da več, ko imam stvari za delati, lažje se zorganiziram, ker ne zapravljam cajta na glupih stvareh. Recimo, ne vem, bi si rekel, ok, ne vem, imam šiht ob, ne vem, en popoldansko izmeno od 2 do 10 in pol, ne vem, do pol 2 gleda, ne vem, YouTube, pa ne vem, a pa do 12 spi, pa se zbudi, nekaj poje, pa se obleče, pa gre. Ok, jaz ne morem tako delovati, jaz se zbudim ob 6, 7, vstanem, pojem nekaj, naredim, kar rabim, ob 10 se pripravim, ob 11 grem od doma, da grem na fitness, treniram, pridem 20 minut prej, pojem neko malico, začnem delati. In tako si zorganiziran dan, zato ker vem, da drugače ne bo šlo. Tudi to je en dober nasvet, prej hodite spat, zato ker veliko mladih pa to vidim, ki spijo, ne vem, 5, 6, 7 ur, mislijo, da je dosti. Ni. Pač tudi če, ne vem, rečeš, ja, saj sem 8 ur v postelji, je dobro, koliko je tega spanja? Kvalitetnega spanja, ja, Kvalitetnega globokega. spanja, ne. Veliko Če ljudi se uleže. oprosti, če lahko samo, ker se jaz s tem tudi ukvarjam, v bistvu zdravjem, bi tukaj poudarila v bistvu za gledalce, da se celice renovirajo izključno v globokem spancu, a ne. Takrat v bistvu se nam hormoni za DNK renoviranje aktivirajo, samo toliko. Točno tako. In zato, ne vem, se kakšen reče, ja, saj jaz spim 8 ur, se uleže, ne vem, ob 10 v posteljo, budilka za ob 6. Ok, saj je 8 ur, tam ti se uležeš v posteljo, si na telefonu pol ure, gledaš YouTube, scrollaš po Instagramu, gledaš babe, pol ga odložiš, pol se še pol ure obračaš, pol moš, ne vem, ob 2 zjutraj iti še na stranišče, zato ker si prej pol litra vode spil in pa si spal si jih 5 ur. V najboljšem primeru, ne. V najboljšem primeru. Zato jaz zmer grem vsaj kakšne dobre pol ure prej v posteljo, ugasnem telefon, se samo uležem, zaprem oči in ležim tam. Pol zaspim in to je to. In pol vstanem in sem vse skupaj 9 do 10 ur v postelji, zato ker da dobro funkcioniram v toliko zaposlenem življenju, ki ga imam, moram biti dobro spočit. Ker jaz tudi tako, ne pijem teh Red Bullov pa Monsterjev za energijo pa to. Najbolj taka stvar, ki jo pijem, je črn čaj. To je to, ne. To je poživilo, ki ni nevarno, ja. Ja. Super. Zdaj, v bistvu, jaz sem zaznala, da, popravi me, če nimam prav, da je tebi znanje izjemno pomembno in si iščeš v bistvu rešitve sam, kakor sem zdajle te poslušam, sam si iščeš rešitve in te rešitve so za tebe delujoče, ti delajo. Je to? Tako, ja. Ja. Je, imate prav. Zato, ker ene pol leta nazaj sem glih en kanal odkril, ki sem vam že pokazal, ne, bomo tudi linkali v opisu spodaj, youtuberja Hamzo, ki takrat, ko sem začel gledati njegove videe, ena stvar, ki mi je zelo izstopila, je, ko je rekel, da smo v bistvu študenti celo življenje, ne. In to mi je takrat bilo samo, ja, saj ima prav. Pa tako bi veliko ljudi bilo, pa jaz se nočem cel life učiti, pa saj ni. To je problem s tem sistemom, v katerem smo, zato ker študenti in pa pač, ne vem, če ste v srednji šoli, v osnovni šoli, ne marate se učiti, zato ker vas učitelji prisilijo, da se učite nesmiselne in pa nepomembne stvari. Ki za življenje potem niso več pomembne, ja. Ja, koga briga, kje je, ne vem, kolpa na mapi, da jo označiš tam z modrim kulijem.
si pogledaš na Google Maps, se zato je pa tehnologija. Ja. Pač, in pol, da se tam moraš 2 ure tam piflati, kakšne take stvari, Na in pol, da pamet. sovražiš svoje življenje in se Mhm. nikoli nočeš več učiti, to ni dobro. Isto z branjem. Jaz ful rad berem knjige. Vem, da bo veliko ljudi zdaj kar stresalo, tako, kaj ti bereš knjige? Pač ja, jaz rad berem knjige, ampak pametne knjige, ne knjige, ki jih v šoli rečejo, da moraš prebrati, zato ker če ne boš slabo oceno dobil, ker tiste knjige so brez veze. Nimajo nič pametnega noter. Wow, je Prešeren eno knjigo napisal, a pa ne vem, kaj so te, Gregorčič pa te. Tiste knjige so tako bedne, ker se nič ne naučiš. Pač dobro, imajo neko poezijo, pa so neki kao kulturno pomembne, pa to sem, meni je vseeno, realno mi je vseeno. Jaz se raj berem, ne vem, The 4-Hour Workweek, Dot-com Secrets od Russella Brunsona, da se učim v marketingu, da se učim o biznisu, ne vem, dele berem The Book of Five Rings, ki je v bistvu knjiga na disciplini in pa v bistvu jo je napisal najbolj znan tale japonski samuraj v zgodovini v 1600 tam okoli. In je zelo zanimiva knjiga, ker v bistvu vse, kar govori, ne vem, kako se moraš disciplinirati, pa to, vse to, tudi ko treniram boks, vse se ful povezuje, ne, ker in res so take stvari, ki jih lahko direkt takoj vklopiš v svoje življenje in boš takoj videl rezultate. Zato mi je zabavno se učiti in res to polagam vam na srce. Učite se, ampak tisto, kar ste hočete in uživite v branju, še posebej. Vem, da ne vem, kaj ti bo rekli, ja, pa si se z YouTube vse naučim. Dobro, je res, da se ne vem, kakšno temo si lahko na YouTubu pogledate v 2 urah, pa to, kakor če ne vem, bi bral knjigo, bi jo prebral v enem tednu, ampak če ti knjigo bereš, si veliko bolj zatopljen v temo, ker bereš tam tiste črke, greš lahko po svoji hitrosti, tam, ki te bolj zanima, greš bolj počasi, še enkrat prebereš, tam, ki te kaj mogoče ne zanima toliko, mogoče spustiš, a pa greš malo hitreje čez in se veliko bolj zatopliš v knjigo, več odneseš od tega, kakor če bi poslušal enega na YouTubu, ki ti govori 2 ure o tem, ne. Se strinjamo v bistvu s tem, popolnoma s tem, da knjigo lahko odložiš na polico in jo čez 1 leto ali čez 5 let še enkrat prebereš in najdeš popolnoma druge stvari noter, ker si sam zrastel vmes, a ne. Točno tako. Zdaj, dosti si govoril o disciplini, samo na kratko, če mi poveš, zakaj je disciplina v vsakem življenju, ni važno, koliko si star, zelo pomembna za tebe? Kaj prinese človeku? Največja stvar, ki prinese, je pač osebna rast, ne. Zdaj, če ti se obnašaš po tem, kar ti čutiš, da je prav, ne vem, danes se mi res ne da v fitness, bom pa danes spustil, tista torta tako dobro izgleda, da bom samo en kos pojedel. Okej, prav, saj mogoče se ti to ne bo poznalo, mogoče, glej, enkrat si spustil, pa ne vem, boš naslednjič nadoknadil, mogoče sploh ne boš posledic čutil. Ampak kaj ti to dela mentalno? Mentalno pove tvojim možganom, da je v redu, da se prepusti, da ne len, ampak da se prepustiš tem urgem, ne, po angleško, sem pozabil slovensko besedo, ampak tem temptacijam in da v bistvu, da nimaš volje, da se jim upreš, ne. Ne vem, boš vedel, da moraš vstati ob 6, zato ker moraš, ne vem, na en meeting priti ob 7. Rečeš, ja, dobro, bom 26 vstal, saj bom šel malo hitreje po avtocesti, šel hitreje se zaletiš. Ja, kaj si naredil? Zato, ker nisi prej vstal in take stvari, ne. Disciplina je pač pomembna, zato ker ti strukturira življenje. Na začetku je ful težko, ampak čez čas se ti disciplina veča v igrici kakor nek skill, se ti v bistvu levela up, kakor v igricah, ne, in v bistvu čez čas boš disciplino imel toliko visoko, da sploh ne boš pomislil na to, da bi tisto torto probal, a pa da ne bi šel na fitness. Jaz pač zdaj sploh tako zavestno ne razmišljam, da moram iti na fitness pa to. Pač
urniku imam in grem. Pač kdaj imam malo večjo motivacijo, težje treniram, kdaj, ker se mi res ne da, grem ko malo bolj v easy, ampak še zmer, pač grem na fitness. Že največja stvar, kar je, recimo za kogarkoli, ki hoče, ne vem, v fitness, a pa ne vem, hoče začeti več brati, mogoče hoče začeti meditirati, ne, to je ena tudi velika stvar. Začnite z majhnimi koraki, ne vem, samo da najbolj smešni so mi ljudje, ki ne vem, grejo v fitness en teden, trenirajo kot budale in pol nehajo zato, ker je bilo pretežko. Valjda, ja, zato, ker nisi še toliko dober, da bi lahko to treniral. Moraš iti počasi. Prva stvar, uspeh je že sam, da stopaš not v fitness. To, če je sam za 1 sekundo, lej, 1 sekunda več kot kar včeraj. 5 nazaj dam, v redu, zmagal si za danes. To je progres, ne? Si naredil napredek danes, boljši si kot včeraj. Greš jutri, prideš za 5 minut, mogoče greš malo na stezo laufat, hoditi, karkoli, ok, za danes greš nazaj dam. Čez en mesec že delaš uro pa pol z utežmi in si zmagal, ne? In pol ti to pride v rutino in je to to. Tako, in to lahko v bistvu preslikamo čisto na vse dejavnosti v življenju, a ne, ni važno, kaj v bistvu v življenju počneš, in moje izkušnje so popolnoma enake, tako da se strinjamo v bistvu s tem. Da bi te pa, Jakob, vprašala, v bistvu ti v Izobraževalnem društvu za medije delaš prakso in sicer si vodja, ko bi temu rekli, YouTuba oziroma videa, ne, pač te sekcije videa, vodiš to. Pa če mi lahko malo več poveš v bistvu o tem, kaj YouTube je, zakaj si se odločil za video, mogoče, če tako začneva. Po mojem bom te drugo vprašanje najprej. Po mojem sem se za video odločil zato, ker sem od otroštva že ful veliko YouTuba gledal pa to. Že takrat, ko je prišel ven YouTube, ko sem tiste OG-je gledal pa to, ne. In takrat mi je bilo ful zanimivo, da si lahko, ne vem, kakšne ful dobre videe delal, pa ne vem, neke smešne stvari not dajal, pa da sem užival, ko sem to gledal in sem rekel, wow, jaz bi tudi to delal, ne. In pol sem se sam začel malo učiti doma, sem sam delal, sem za kolege delal, smo skupaj kakšne take stvari posneli. In mi je tako nekako, samo zabaven mi je ratalo, zato ker sem to hotel delati, sem to začel delati. To je tako res, pa tudi ne vem, jaz osebno bi rad pomagal ljudem prek tega, kar sem se naučil, zato bom takoj, ko bom imel majčkeno več časa, tudi verjetno svoj YouTube kanal začel, ker nam ga zdaj ne vem kaj promoviral, ampak bom samo svoje stvari, ki sem se jih naučil, obešal gor v kratkih videih. Ne bomo ga ne vem kaj promovirali, to je samo, če ga boste najdeli, pa si pogledajte, če želite. To bo samo tako nek hobi na strani, ki ga bom imel. Drugače pa ja, YouTube mi je v bistvu, jaz YouTuba ne uporabljam več, kakor sem ga, da neke smešne videe gledam, pa da zabijam cajt pa to. Zame je YouTube neka platforma, kjer se lahko učim gor in pa kjer lahko ljudje pomagajo ljudem, ne. Zato ker večino ljudi, ki jih gledam, ali je nekaj poučenega v zvezi recimo zdaj s kriptovalutami, z biznisom, lahko pa, da so kakor YouTuber Hamza, ki sem ga omenil, ki pomagajo stvarem, kakor so fitness, mentalno zdravje, odnosi z ljudmi, take stvari, ne. To bi jaz tudi rad pomagal ljudem in zato, da največji doseg imaš, moraš tudi zastopati YouTube, zato moraš razumeti optimizacijo keywordov, moraš imeti recimo dober hook na začetku videa, zanimiv naslov, mogoče kakšen dober ta naslovno karto, ne, ke se YouTube video pokaže, da vidijo sliko, da je vse zanimiva. Take stvari, ne, moraš se jih naučiti spotoma in pol, ko imaš večji doseg, lahko večjim ljudem pomagaš. In ko ti ljudje pišejo komentarje, da si jim pomagal, to mora biti po moje tako najbolj top feeling, kadarkoli. Zdaj bi pa čisto konkretno vprašanje ti postavila, na primer za eno podjetje, če pride k nam in
želi imeti v bistvu svoj YouTube kanal, ali pa nek video posnet, tudi za recimo spletno stran, ker so zdaj spletne strani v bistvu, delajo se spletne strani, ki imajo na začetku video, to je postalo leta 2022 zelo moderno. Kako bi ti pristopil oziroma kaj svetuješ podjetjem, kako pristopiti, kako narediti dober video za YouTube ali za njihovo spletno stran, postopek od začetka, kako se začne, po korakih do tega, ko se zaključi in to predaš stranki, da lahko obesi na svojo spletno stran ali pač v svoj YouTube kanal? Prva stvar, ki bi jo tule povedal, je, da je odvisen zdaj, kakšno podjetje je. Če je tako podjetje, ne vem, ki se ukvarja s kakšnimi zdravili, pa to, ki morajo kakšno sestavo povedati, imajo, ne vem, veliko teh sestavin ima zelo dolga imena in veliko ljudi ne ve, kaj je kakšna stvar. Zato bi pri takih stvareh bi najbolj predlagal, da ko se video dela, da imate v mislih, da mogoče kakšni, ki čisto ne zastopijo tega, bojo to gledali. In če to niso vaš target audience, okej, ni panike, ni treba za njih prilagajati, če so vaše stranke, ne vem, druga podjetja, v redu, uporabljajte velike izraze, strokovne, kakor je pravilno. Ampak če je pa vaš cilj, to zdaj na splošno govorim, Ja, če je saj, na splošno. če je cilj splošna publika, nek Franci iz, ne vem, iz Škofje Loke, morate video prilagoditi tako, da bo Franci zastopal, zakaj se gre. Če boste imeli, ne vem, ne vem, prodajate storitve za, ne vem, recimo za kakšno zdravilo za sklepe ali pa karkoli, in zdaj imate, ne vem, kakšne karnitine pa magnezij pa te stvari noter, Franci ne vedo, zakaj se tule gre, tako da če se že video dela, naj bo animiran, da bo zanimiv, kratek in naj predstavi cel proces, kako se ta zdravilo razgradi v telesu, kako pomaga, koliko cajta to traja in na ta Kaj bo stranki v bistvu prineslo, kaj bo kako stranki pomaga, ne? Kako ji reši problem. V videu mora biti zmeraj rešitev podana na nek problem. Zato, ker če ni, pol nima efekta to, ne? Pa video naj bo zanimiv, naj bo, če želite tudi animiran, ne? Da ima kakšne animacije noter, da ima kakšnega naratorja odzad. To je tudi zmeraj zanimiv videti. Naj ne bo dolgočasen pa monoton, ker to stranke ne marajo. In pa predvsem morate predstaviti, kako bo vaš izdelek, storitev, produkt rešila njihov problem. To je glavna stvar. In potem, se pravi, to je vsebina, zdajle, kar sva govorila, kako pa se potem fizično ta video izvede, ali se kaj posname, greš ti posnet, ali kako to potem poteka postopek? Najbolj bi bilo, pač material, ki se ga posname, mora biti že vnaprej splaniran, ne? Kaj se bo predstavilo pa to, pa se iz večjih pristopov posname, ne vem. Enkrat, ko nekdo govori o temu, bolj tako strokovno, enkrat bi, ne vem, se lahko naredili kaj animiran, enkrat bi, ne vem, se dva kakor pogovarjala, recimo, ne, pa govorila o stvareh, kako ta produkt rešuje nek problem. In po, ko je material posnet, se ga pošlje razvijalcu, mislim, k editorju. In on pač, ja. In pol on pobere ta glavne pa ta dobre stvari ven, zmontira skupaj in naredi tak zanimiv video, ki ne bo dolgočasen za gledati, ki je po možnosti še tako minuto do 4 minute max, če se že nekaj takega predstavlja, ne.
Se pravi, da je dosti hiter. Mm. Tako je ta postopek, se pravi, ko ti to delaš, ta video, v bistvu takrat vmes daš potem tudi animacije verjetno, a ne pač posebne efekte in te zadeve, če je to potrebno, a ne. Če je potrebno, Pa če pa ne, podnapis recimo v več ja, jezikih, recimo. tudi to se naredi lahko prevode, a ne, in potem je že video pripravljen za to, da se ga obesi ali na spletno stran ali pa YouTube, a ne. Točno tako. No, super. Ja, to je bilo zdajle zelo izčrpno, fino, tako da si ljudje lahko približno predstavljajo, kaj je tvoje delo, in v šoli in tudi v bistvu pri nas, v našem društvu. Tako da si poglejte čim več naših videov, mi vedno več v bistvu objavljamo video na ta način, predvsem nam je najbolj pomembna vsebina, tako kot je Jakob poudaril, da je vsebina danes je za prodajo najbolj pomembna vsebina. Tako da bi te za konec, Jakob, vprašala, imaš ti morda za mlade ljudi kakšen nasvet v življenju, karkoli ti pride na pamet? Bodite zaposleni. Pač to ne pomeni, da delite pač karkoli, pa imejte šiht in to je to. Zaposlite se, hodite v fitness, hodite kakšne, ne vem, te borilne veščine trenirajte, pomagajte folku, imejte šiht, delite faks. Ne imejte izgovora, da nimate cajta. Cajta imate več kot dosti, samo nimate zorganiziranega. Greste spat ob polnoči, pa se zbudite zjutraj ob 9, valjda, zapravite že 3 ure, ke bi lahko kaj drugega delali, ne. Kaj ste delali do polnoči prejšnjo noč? Nič. YouTube ste gledali, igrice ste igrali, pili ste s kolegi. To ni produktivno, ne. Zdaj vem, da je mogoče to malo zelo ekstremen primer, ampak pač tako je treba biti, ne. Če želiš biti uspešen v življenju, moraš pač stvari žrtvovati. Moraš žrtvovati in trenutno zadovoljstvo moraš žrtvovati za dolgoročen uspeh in pa dolgoročno zadovoljstvo. In srečo. Ja, to je treba, ker če ne, boš samo statistika čez par let nezadovoljen 40-letnik, ki je alkoholik. Ali pa ga je infarkt od stresa, Točno tako, recimo, točno ne. tako. Pa ne ve, zakaj je neuspešen. Tako da, No, bodite super. zaposleni, pa imejte veliko za delati. Pa delajte to, kar vas osreči. To ne pomeni, da če ste na faksu, pa vam ni všeč, da boste zdaj nehali pa šli, ne vem, youtuber biti, ampak če že hočete biti youtuber, delajte s faksom na YouTubu in pol, ke vidite neki uspeh in vidite, da več ne morete narediti iz YouTuba, razen če zapustite faks, okej, naredite to. Ampak prej pa ne kar tako malo delati, ker če nimate že prej discipline pa neke etike do dela, ne bo šlo skozi. Se zatakneš v življenju lahko. Ali pa si breme nekomu drugemu lahko tudi, a ne. To je pa najslabše. Ja. Jakob, najlepša hvala v bistvu za tale intervju, zelo izčrpen, zelo poučen za vse, ni važno, kakšne generacije ste, tole so res fine informacije, ki moram reči, da se res z njimi dejansko tudi jaz strinjam, moja življenjska pot je pokazala, da so to res prave stvari, a ne, do uspeha. Tako da hvala lepa za pogovor, pa se vidimo na praksi. Točno tako. Hvala.